Vsem skupaj še enkrat en lep dober večer. Moje ime je Kristina in sem del ekipe spletnega mesta mojpsihoterapeut.si. Danes vam z veseljem izrekam dobrodošlico v našem webinarju, ki smo ga naslovili Skrivnost učinkovite komunikacije. Tekom današnjega večera bomo odkrivali marsikaj o zakonitostih komunikacije, kako sporočati svoje potrebe ter slišati potrebe drugih skozi načine njihove komunikacije, kako postavljati meje, kako se spoprijeti tudi svojo notranjo kritiko s svojim notranjim glasom. Naš današnji sogovorec, Dragoljub, nam bo na koncu našega večera predstavil na kratko tudi vsebino delavnice, ki bo potekala to soboto in se imenuje Slišim se, slišim te. S kolegico Uršo Jank, ravno tako terapevtko, bosta ob 9:30 v soboto v studiu Zibelka življenja v Ljubljani, torej imela eno delavnico daljšo, prav na podobno tematiko, seveda bolj poglobljeno in bolj interaktivno. In o tem bomo spregovorili več tudi proti koncu. Nekaj tehničnih informacij za zdaj le še. Webinar se snema. Povabljeni ste, da imate med dogodkom vklopljene kamere. Vaši mikrofoni pa so zaenkrat utišani. Če bi želeli med webinarjem, ste res lepo povabljeni, da postavite vprašanje v chat, ga bom tudi jaz vmes prebrala. Na koncu dogodka pa seveda lahko postavite vprašanje tudi na glas. Nekaj besed o našem sogovorcu. Dragoljub Blagojević je specializant logoterapije, ki ima pa eno zelo zanimivo življenjsko zgodbo za sabo. 5 let je živel kot menih, potoval skozi Indijo in Azijo, nato pa se je odločil priti v Slovenijo, kjer je nato študiral logoterapijo in danes preko portala tudi nudi individualno in partnersko terapijo. Kaj več pa kar povabim Drago, da poveš o sebi tudi sam. Ok, živijo, pozdrav vsem. Kot je rekel, v bistvu sem logoterapeut, specializant psihoterapije. Jaz imam malo tako bolj intenzivno zgodbo, recimo, tako veliko sem potoval, veliko sem želel dati čez v svojem življenju in raziskoval, in logoterapija v bistvu je pristop, v katerem iščemo neko globino človekovega bistva. Ne gledamo človeka kot neko mehansko bitje, ampak dejansko pogledamo človekov duh, recimo temu tako. Tito komunikacijo, katero želim predstaviti, tukaj bolj gre za eno metodo, ki je primarno postavil gospod Marshall Rosenberg. Metoda, ki je bolj znana kot nenasilna komunikacija. S tem, da jaz, ko sem se to učil sem na ta način, da sem je pač nek način pomešal še z kognitivno-vedenjsko terapijo, pa plus, da sem začel tudi zraven dati še malo trikratske analize. Pa ja, če imate kakšno vprašanje, kar pogumno, tukaj smo da razumemo vse vas, da vidimo, kaj v bistvu bi lahko ponudil. Če imate kakšno vprašanje glede delavnice, ali če imate generalno tako kakšno vprašanje, lahko tukaj napišete, ali pa karkoli, pa bomo videli, kaj lahko naredila. Ja, se pravi, da kar začnemo mogoče z našo tematiko delavnice, ki bo, in pa tudi našo današnjo tematiko, torej kakšni so te principi, zakonitosti te komunikacije, mogoče pri tem pristopu, ki si ga omenil? V osnovi rečemo, da se zavemo, kaj prepoznavamo, kaj razumemo, kaj projeciramo noter same komunikacije, mogoče ta en od prvih korakov, če obstaja kakšen trigger, da razumemo, da je realnost, ko jo prenašamo na komunikacijo, mogoče dejansko ni realnost tudi druge osebe. In je mogoče eno od prvih zakonitosti, da prepoznamo, kaj je skupna realnost. Skupna realnost je ponovadi tisto, ko oboje vidiva in slišiva, če govorimo samo o dve osebe.
ali pa dejansko tudi govorimo o sami sebi, da vidimo, kako interpretiramo realnost, katero doživljamo. Potem, kako se počutimo, kaj je čustvo, kako reagiramo somatsko, čustveno, telesno na celotno situacijo. Da to zaznamo, da se v bistvu povežemo za neko počasi z korenino cele naše interpretacije. In iz tega čustva, da razumemo, zakaj ga čutimo, oziroma kakšna potreba je v ozadju tega čustva, ker čustva so na nek način v svoji korenini logična. In imajo potrebe, imajo neke ideje, imajo neke strategije v sebi. In iz tega počasi gremo potrebe in potrebe v bistvu, da razumemo, kaj zadovoljujemo, kje se nahajamo in na koncu izpeljemo celotno zadevo v temu, da kaj lahko naredimo, da smo imamo bogat odnos, ki v bistvu oba bogati. To je pač neka osnovna zakonitost. Del sama širina tega seveda se zasniva na temu, da razumemo tudi svoje distorcije, katero lahko vnašamo, da razumemo mogoče tudi, a oseba poskuša manipulirati tem, da prenaša odgovornost čustev, kako se oseba počuti na nas. Ali da želi, da v bistvu se mi tepemo za realnost, v katero ona doživlja, čeprav to ni naša realnost. To so neke osnovne zakonitosti, katere lahko rečemo, da bomo predstavili v soboto. Kako bo potekla delavnica? Delavnica prvo začnemo definitivno o nekaj oko 9:30, odvisno koliko boste pridni, ko prijete. Tako da dejansko predstavimo te osnovne zakone. Predstavimo dejansko potek delavnice, kako se stvari bodo odvijale in iz tega naprej gremo na samo prakso. Jaz sem pač pobornik tega, da učimo na temu, kako pač na lastnih težavah, vsak bo zapisal neko svoj problem v komunikaciji ali karkoli in bomo šli čez njega. Torej, vsaki princip, ko bomo išli, bomo filtrirali ga, dokler dejansko praktično znamo to narediti. Pač nekaj urico, 2 bomo imeli, potem pa pauza, še 1 uro, potem ima pauza za kosilo, nekdo oko 1-2 za 1 uro. Pač vsak v sebi nekam gre ali pa se nekaj naročijo. Potem od 3 še malo utrditev, pa potem praksa še malo. To je ideja neke strukture. Mogoče več o samem poteku oziroma vsebini bo povedala tudi proti koncu. Zdaj pa torej osnove komunikacije. Kako pa osnova pogovorov v končnem je, da se počutimo slišane in da se naš sogovornik čuti slišanega in da potem lahko nadaljujeva v neki povezanosti svoj odnos. Kaj nam lahko pomaga pri tem? Ja, pač primarno so vrednote. Kako želimo, da druga oseba sliši. Dejansko želimo samo, da se ukvarjamo s svojim notranjim svetom, svojimi interpretacijami in mogoče želimo, da se kregamo, kdo ima prav, kdo nima. Ali pa želimo, da se povežemo na eni ravni, v katerem jaz razumem, kaj je živo v meni, kaj se dogaja v meni, pa v bistvu, kaj se dogaja v tebi, kdo si ti. Ker, ko govorimo o čustvih, vsi imamo enaka čustva. Vsi smo žalostni, vsi smo zaljubljeni, vsi smo ustrašeni, vsi imamo pač potrebo po varnosti, imamo vsi enaki manj več potrebe. In na tem nivoju, če ti me rečeš, da te je strah, pač na nek lahko te razumem in se počutim v bistvu, da sem slišan, če bi dejansko ti rečeš enako, da ima strah. Da poznaš tih na svetu. To so ta nivo, ki se mi povežemo, ki smo slišani, in iz tega lahko gremo potem naprej. Iz tega momenta, kaj je živo v tebi, kaj je živo v meni. A ne, kakšne strategije ima kdo ali pa kakšne interpretacije ima. To so pač ti zadnji koraki, ki ponavadi naredimo. Kaj pa, če nekdo misli, da ve, kaj jaz čutim, kaj jaz mislim in se potem vse skupaj sprevrže v neko branje misli in predvidevanje in šum v komunikaciji?
pač, če ti dejansko meni dah neko izjavo, recimo, da je danes lep dan. Ne? Jaz se tem ne strinjam in ti v bistvu želim obrniti glavo. Tebi mogoče je lep dan bil, sem rekel, koliko danes pada dež, ali pa karkoli, ne vem, če dež bil danes. Ampak potem govorimo o vremenu, ampak ti govoriš mogoče kako ti je bilo lepo na šihtu. Ne? In govorimo dve različne realnosti in potem se tudi lahko začneva kregati zaradi te dve realnosti, ne? In govorimo v bistvu dve različne stvari. Zaradi tega je ful pomembno če nismo ziher, kaj vse govori, ne, ta refleksija. Pomembno je, da kad ti me nekaj reče, da ti ja tudi reflektiram, kako sem to razumel, ali govorimo o zunanjem, kaj se dogaja zunaj, ali govorimo, kako ti bo na šihtu, ali pa kaj drugega. Ali pa če mi rečeš mogoče kakšne druge izjave, pokušam, da ulovim tvojo potrebo, kaj vidiš. Ne? Brez tega neke interpretacije, karkoli, da v bistvu dojamem, kaj dejansko se dogaja. Ne? In to je mogoče največji izziv pri ljudeh, ki primajo te delavnice, da grejo ven tega sveta, ki mi dislociramo, kde pokušamo neko vrednoto predstaviti, neko interpretacijo, ne? Projecirati neko svet, da nekaj je narobe s tabo, nekaj dobro s tabo, karkoli, da je ta prvi korak, da mi pač začnemo samo razumeti, kaj ti vidiš, kaj je tvoja realnost. Ne? Torej tega se je mogoče naučiti. Ni tako, da si lahko samo rojen s tem ali pa ne, ampak se lahko priučiš. Je to mogoče? Pa ne bi rekel, da se tega rabimo naučiti. Bolj bi rekel, da se rabimo odvaditi stare metode življenja. Ja nočem učiti nič novega. Nočem te učiti novi španski jezik. Pač verjamem, da dejansko obstaja človek, da ljudje že imamo sočutje, ne? Da ljudje že imamo marsikaj, ki lahko v bistvu damo naprej. Ne? Da mi ljudje tudi lahko poslušamo in da obvrednotimo, kaj se pri tebi dogaja. Ne? In nič novega ne bom učil. Marshall Rosenberg, na primer, je govoril o sočutni komunikacije, je govoril tudi kot jeziku življenja. Ker pač sočutje je naravno. Agresija na nek način, ali pa obsojanje, ali pa te stigme so bolj tragedija neizraženih čustev in potreb. Tako da ne gre za učenje, v bistvu gre za oživljanje. Nič novega, mogoče se smešno sliši, ampak nič novega ne bomo naučili. Tam bomo poskušali se odučiti nekih starih metod, vzorcev, kateri smo prakticirali svojo komunikacijo. Naprej te igre, kdo ima prav, kdo nima prav, ki je najbolj osnovna, ali pa prenos odgovornostnega čustva, kdo je kriv, kdo ni, kdo je odgovoren, pa take stvari. Bolj za to gre. In na kakšen način se bo to na delavnici torej dogajalo? Kakšni so prijemi oziroma kako se lahko tudi na splošno v življenju ljudje potem mogoče odučijo tega? Pač, kakor je Jung rekel, dokler je nezavestno jo bomo po nek način manipulirali naše življenje in bomo temu rekli usoda. In tukaj na tej delavnici je moja ideja prav, da ozavestim strategije, katere porabljamo pri komunikaciji. Težko bomo rekli, da bom učil o nekem sočutju ali čemurkoli, če mi ljudje nimamo določene vrednote, in se ne zavedamo, kaj v bistvu počnemo. Tako da predvsem bomo poskusili na delavnici skozi praktično dejanje pokazati, upreti prst, kaj narobe že delaš. V bistvu narobe. Kaj delaš tu, da ti prinaša trpljenje tebi in tvojemu partnerju ali tvojemu osebi, kateremu želiš izkomunicirati celotno zadevo. Ali pa kako govoriš sam s sabo. Da prepoznamo te vzorce, ki po svoji naravi prinašajo trpljenje. In na nek način počasi, korak, da ti obrnemo luč v tej smeri, da začneš ozaveščati stvari in svestno spreminjati svoje korake. In pač tiste
tehnične dele komunikacije uvesti v svoj življenje, dokaj ti ne postanejo čisto naravni, ne, kot recimo materni jezik. Ne, skoraj. Kako pa bi lahko človek prepoznal neko manipulacijo? Torej recimo, da nekdo pravzaprav slabo namerno vstopa v komunikacijo in poskuša manipulirati s čustvi. Kako bi lahko to prepoznaval, oziroma ali bo to tudi del sobotnega dogajanja? Ja, v bistvu treba prepoznati tudi, kaj nam oseba govori, ne. Če oseba porablja besede kot jaz se počutim, ker ti, je pač ena prva oblika čustvene manipulacije. Ker ja prenašam svojo odgovornost, kako se počutim, na tebe. Ne? In ti zahtevaš od mene tudi odgovornost za svoje čustva. Ne? Jaz sem jezna, ker ti. Čustvena odgovornost v bistvu je, se najbolj mogoče prikaže v tem, kar mama reče otroku, mama bo nesrečna, ker ti pač ne boš, če ti to ne boš pojedel. Ne? Gre za pa tako neko osnovno obliko komunikacije, v katerem prenašamo odgovornosti za tisto naš svet, katerega mi doživljamo, na drugo osebo in zahtevamo, da oni reagirajo na to. In na neki način zahtevamo na tak način, če ona to ne naredi, bo prevzel odgovornost, ker ja doživljam trpljenje. In ja, pač gre za prenašanje odgovornosti, spet lahko tudi prenašanje odgovornosti na materialni svet, da se kregamo z vremenom. Ne? Da v bistvu da se ločimo od tega, da mi dejansko imamo izbiro, da vzamemo določeno stališče do situacije, ne? In da izgubimo sami sebe v tem stališču. Tako da ja, pomembno je tukaj, da zaznamo, ko je kdaj, kje je odgovoren, ne? Da smo mi v bistvu primarni tisti, ki imajo svoje čustva, imajo svoj notranji svet, da je to dejansko naš posel. Predvsem. Potem pa druge osebe, ne? Druga oseba definitivno lahko marsikaj naredi glede tega, kako se mi počutimo, ampak seveda to lahko naredi samo z igrivostjo, z svobodo in na način, ker ne bo prisoten sram, krivda, karkoli. Če oseba karkoli naredi srama, krivde ali pa strahu kaznovanja, karkoli, mi bomo plačali za to. Odnos bo trpel in dolgoročno stvari bodo išle samo počasi nadol. Kakšne so pa lahko čisto posledice tega, da nekdo začne počasi ozaveščati svoje vzorce komunikacije, način, kako komunicira, kaj se potem začne dogajati z okolico? Mislim, meni osebno, tako, ker sem jaz že začel s tem, pa tudi, ko vidim, ko učim idem, meni bolj zanimivo, kaj se dogaja na osebni ravni, ker se začne kreirati ta notranji konflikt. Navajen sem, da sem jezen, da te kaznujem, da se igram s tabo, ne? Navajen sem, da te manipuliram, navajen sem na to, da se pač igramo neki določene igrice, ne v bistvu, da govorimo o kaj je že v meni, kaj je že v tebi, ne? In v bistvu v sebi se kreira ta notranji konflikt. En del mene bi želel tako se obnaša, drug del bi se tako. Pol vidim v bistvu, da kar se malo gubijo ljudje v tem, ampak po nekem cajtu itak, človek se začne ozaveščati, kaj je konstruktivno, kaj je destruktivno, potem počasi je ta konflikt manjši, ne. Pri drugih ljudeh, ko se mi naučimo teh nekih osnov, ne, pač mi tukaj imamo osnovno obliko, preden gremo mogoče na te distorcije, preden gremo na kakšne prepoznavanje igrica pa karkoli, imamo tiste osnovne korake, kaj jaz vidim, ne, kaj potrebujem, kaj jaz vidim, kako se počutim glede tega, zakaj, oziroma katere potrebe ozadaj, kaj v bistvu želim, kaj potrebujem na koncu, ne. To je osnovna oblika in pač oseba eno preprosto zadevo razvleče v 3-4 stavka in se sliši zelo tehnično, ne, včasih, ki so mogoče enima malo čudne ti načini.
Ampak, kakor je Maša enkrat rekel, ko je imel debato s svojim sinom in je sin mu rekel, daj nehaj biti tako tehničen, daj malo govori, ne, to je normalno. Rekel, lahko govorim tako, ali pa lahko te pretepem, ne, kdo bo poriti. Ja, rekel, okej, oči, kar vzami si cajt. Ko da gre za to, da druge ljude tudi ozavestimo, glej, jaz poskušam videti, kaj je že v tebi, dejansko želim povezati s tabo. Želim te razumeti, pa želim, da vidim, kakšen svet imaš, želim tudi, da ti lahko počasi poslušaš, kaj je že v meni, ne? In iz tega, da gremo v bistvu neko rešitev. Ne? In da pač, ja, in zahteva malo časa in malo, ni tako, ne, v easy, ampak ljudje ponovadi pogruntajo, če so res zainteresirani za to. Je pa res kreira kar nekaj konflikta v nama in je treba iti preko tega. Kaj pa če je posledica tega, da pravzaprav zaradi tega drugi ljudje okoli nas, recimo, bi želeli izstopiti iz komunikacije, v bistvu nas nekako potem zaradi tega, ker jim je to neobičajno? Ja, mogoče takrat, ko mi govorimo, ko dobimo osebo, ki noče govoriti o čustvih, noče govoriti o potrebah, mu je ful neprijetno, ko začnemo ozaveščati, kaj se z njima dogaja, in mi ne prevzimamo odgovornost, niti ne reagiramo neko čustveno manipulacijo. Ne? Lahko nas začne zavračati in biti jezna ali karkoli, ne? Zaradi tega, ker želi igrati te igrice in želi imeti ovsen odnos. Recimo, to je bil malo bolj ekstremen, ne, primer. In tukaj mi tudi se ozavestimo, kakšen odnos ta oseba ima z nami, ne. In kakšno naravo odnosa ta oseba želi projicirati. Lahko je tudi, da drugi osebi, kad tebi rečem, ok, Stani, če ti zdaj vidiš takšno situacijo, katero midva imava trenutno, ali si mogoče ustrašen, da ti mogoče bi želel, da govorim bolj počasno ali karkoli, se vseeno lahko takoj ustraši, kad govorimo o čustvih, ne. Govorimo nekaj, ki je ranljivega. In rečem, pri čustveni komunikaciji, ko govorimo o čustvih, da trebamo biti malo pažljivi, ker nočejo vsi biti intimni, nočejo vsi biti, ampak govorimo o osebah, ki so nam pomembne in pomembno, da spet začnemo te ozaveščati, te ranljive dele nas. Ja, naprimer, ko imam kliente, ki rešujejo z nekako odnos s svojo mamo, z očetom, zelo hitro se zgodi, da mame oče noče več pogovarjati z njima, zaradi tega, ker pač nočejo takšen odnos. Bi radi bili v tem starem odnosu, ki negiramo, kaj se dogaja, in gremo samo te praktične stvari in svetovanja in to je to. Potem je skoraj smotrno, da pridete, če ste to partnerja, kar oba na delavnico, da se skupaj učite in priučite novega znanja. Ja, v bistvu koristno je, da oba je bolj flow, ne. Je pa, mislim, pri partnerstvu je malo zahtevno, zaradi, kakor vidim, čeprav Marshall Rosenberg je takrat rekel, da je dovolj, da ena oseba ve, ne, da ena oseba ozavešča in da nekako pozitivna energija, ozaveščalna energija, druga oseba bo mogoče drugi osebi pomaga, da samo transcendira, ne, da naredi to samo preseganje in da začne tudi se ozaveščati svoja čustva in da vidi vrednost v njima, ne. Moja praksa, pa tudi malo pogledam svoje kliente, pa partnerji, ko hodite več, boljše mi je res, ko oba dva to delajo skupaj. Ko se oba dva zaveščajo, ker me recimo en je jezen, ena je distancirana. Nekako mi zdi, da je to najbolj pogost vzorec. Če on se lahko začne ozaveščati pozitivne vloge njegove jeze in je oživi in je razume, kaj sebi govori, kaj govori o njej, da je jezen, in kako v bistvu bi lahko drugače to povedal, kako bi se lahko povezal sam s sabo, je pač drugače. Če ona v bistvu to mora vso to delo z njim delati sama. Zakaj ona rabi distanco, česa je strah? Želi pa ljubezen. Oba dva želite ljubezen, pa prakticirajo čisto stvari, ki so kontra. In zanimivo je, pač nikoli
ne učim dve osebe, kako prakticirati odnos. Ampak pusti mi to prostor in modrost, da sami ga najdejo, da sami razumejo, kaj je narava njihovega odnosa. Ne? In vi s tem principom, kaj živi v tebi, kaj živi v meni. In kako bomo to prakticirali, če se oba odločiva za ljubezen. Ne? In kaj zavestna odločitev, ja. Dragi udeleženci, lepo vas povabim, da v chat napišete kakšno vprašanje, če ga kdo ima. Lahko mogoče tudi kakšen primer, mogoče kakšnega notranjega konflikta ali pa medosebnega konflikta. Bomo brez omembe vašega imena prebrali. Naš posnetek bo sicer na YouTubeu, ampak seveda, če je vse skupaj anonimizirano, se lahko tudi kakšna vprašanja povejo. Mogoče vmes pa, kako nekako z integriteto reči ne, ja, postavljati svoje mnenje? Ko govorimo o ja in ne, ko mi rečemo ja, rečemo ja nečemu v sebi, nečemu, ki je živo v nas. Ne? Ko rečemo ne, tudi rečemo ja nečemu, kar je živo v nama. Ne? In če ti dejansko rečeš nekomu ne, se mora zavedati, čemu si rekel ja. Ne? In če rečeš nekomu ja, rabiš se zavedati, če obstaja kakšen občutek krivde, sramu, česarkoli ozadij, zakaj si rekel to ja. Če rečem ja, v strahu, da me bo kritizirala, če ne bom recimo prišel na to delavnico, ne, bo plačala za to. Naš odnos bo šel v neki določen minus in te male tak fleke na odnosu res znajo kar narediti težavo po nekem času, ne? Ker se potem ljubezen malo izniči. Ko predvsem, ko govorimo o integriteti, govorimo o avtentičnosti, o tem, kaj je že v meni in da se v bistvu živim po neki svobodi, po avtonomiji in da nisem v nekih strahovih, nisem v krivdah ali karkoli, ne. Naprimer, kakor vidim tle en primer, če partnerju želimo na nek način, da dobimo več komunikacije od njega. In on pač na nek način reagira na to, da ga kritiziramo. In prvo mogoče trebamo razmisliti, je to zelo abstraktna prošnja. Ti želiš več komunikacije. Kaj to pomeni? To pomeni, da ja govorim pol ure na dan, ali da govorim več o filmih. Tukaj imamo ta zadnji korak, je ta prošnja, v kateri bomo vse oprosili, da nekaj naredi konkretno za nama. In bolj abstraktna je želja, v bistvu teže bo oseba odgovorila. Tako da je tukaj pomembno, da govorimo neko konkretno, prvo treba predstaviti konkreten korak. Ko rečemo, da želimo več komunikacije, želimo mogoče temu, da oseba se usedne enkrat, dvakrat tedensko z nami in se pogovori o kaj živi v njemu, kaj se dogaja v njegovem svetu. Mogoče, da tudi omeni kakšna čustva, kakšne potrebe, kaj bi želel od nas. Ali pa dejansko želimo, da se usedemo, da se oba imamo neki small talk. To treba prošnja biti konkretna. Zakaj oseba, naprimer, to je tvoja prošnja, zaradi tega, ker mogoče imaš potrebo po več intimnosti, konekcije, kvalitetnega odnosa z partnerom, on pa pri tem ti komentira, ne me kritizirati. Saj dovoljno govorim. On je nekaj slišal. On je slišal neko kritiko, da on mogoče ni dovoljno dober. Zaradi tega, kot Kristina si rekla, je dejansko, kaj oseba mogoče narobe slišala ali projicira neko svojo realnost vnoter v naše besede. Mi v bistvu imamo potrebo po intimnosti, vse bi rad cenili tvoj čas, da se skupaj, in bi rad pač provel kvalitetno čas tam. In to je prošnja.
Da oseba lahko reče ja, lahko ne. In tu se rabimo še enkrat zavedati, če oseba reče ne, reče nečemu ja. Mogoče reče ja temu, da noče biti v poziciji, katerem ga oseba mogoče obsoja, ali je navajen, da ga obsoja, zaradi tega, ker se ne igrajo svoja čustva. Če reče ja, ne, mogoče nekom občutku sramu ali karkoli, treba mogoče pokazati pot do tega, da mi želimo nekaj, ki je principialno za nas, da ga mi želimo imeti radi, da mi želimo ga slišati. In da bomo dali, da je tudi nesposoben prostor, da je tudi mogoče da malo več časa, da bomo komunicirali karkoli. Ne. Je tudi moramo razumeti, da komuniciramo določenimi vrednotami, ker ta oseba ima o čustvih, o odnosu, o vsemu temu izražanju, marsičemu. To ni tako lahka prošnja, ne. Ali govorimo o prošnji, ko je primarno poprošen po intimnosti, biti sam slišan. Če sem to odgovoril. Eno drugo vprašanje, ki vidim, kako postaviti meje starejšim, tastu, očetu, ker imajo previsoka pričakovanja od sina, glede časa, želijo stalno ob sebi. Ja. Tukaj malo, spet je ta projekcija, ne, želijo ga stalno v sebi, mogoče ga ne želijo stalno v sebi, ampak je to naša lastna projekcija in pri tem kreiramo tudi znotraj sami sebe malo jeze do njih. Mogoče ti ljudje želijo pač kvaliteten odnos s svojim sinom in ga rabijo v bližini. Ja, biti oče, biti starš, je pač posebna zadevca, katero v bistvu imaš tako malo neki duhovno navezan na svojega otroka in je to mogoče zelo unikatna zadevca, ne? In je težko, če ti otrok gre stran. Če mi osebno imamo težavo, da nas konstantno vlečejo, vidimo, da v bistvu malo pa nas pokličejo, da pridi, da vidi, postavi to mejo, in da reče s nečemu ja in da izkomunicirate to na ta način, ne? Je spet mogoče uživati kakšne zamere ali pa uživati kakšne vrednote od tega, kakšen odnos je treba imeti do starših, do ljudi, ki so mi pač rod ali pa stast. Tudi smo razumeti, da ne moremo, če se ne motim, tukaj gre vprašanje za drugo osebo, ne moremo jih manipulirati tudi na nek način dejanja druge osebe, lahko ozavestimo to drugo osebo, ampak noben nam ne more vzeti svobodo, da počnemo karkoli skoraj, praktično. Mi počnemo vedno vse, tudi če rečemo ja z občutkom srama, to rečemo še vedno ja, tudi delom nama, ki želi dejansko, da je priznan in da želi obvrednoti ta odnos, ne glede na kaznovanje, ki je dobijo zraven. Tako da, če se ne motim, če to druga oseba treba ozavestiti, pomemben razlog, zakaj to počne. In treba ozavestiti, če bo počel za nekega občutka krivde ali pa če bo občutka, da ga bodo kritizirali ali karkoli, da takšna zveza z družino ne bo nekaj daleč šla in te zamere se bodo kar poglobile in ne bodo šle naprej. Kristina, imaš kakšno vprašanje, ker grem čez ta vprašanja, ki tukaj pojavljajo? Ja, seveda, lahko gremo kar naprej še. Ker vem, da so drugače še kakšna, ne? Tako da, anyway, ti malo nadaljuj, pa bom jaz proti še kakšno, ker se pojavi podobna zadevca, vprašanje, pa bom povezal s tem. Ja, se lahko jaz tudi kar naprej preberem tale naša, pa jaz vam samo še eno vprašanje, in sicer, ki se navezuje tudi na svojo notranjo kritiko, se pravi, ali obstajajo načini, kako preoblikovati notranjo svojo kritiko oziroma svoj glas, ki se oglaša v komunikaciji z drugimi in pa v bistvu, ko smo sami, se pogovarjamo sami s sabo v glavi. To je moj najljubši del te komunikacije. Jaz sem dejansko
večina nas ima to težavo, da imajo te ponotranje starše, ali kakoli že temu lahko rečemo, notranjega kritika, ki je zelo glasen in ima zelo dobre ideje, koliko suhi rabimo biti, koliko pametno rabimo biti, koliko čisti rabimo biti, koliko hitri rabimo biti, perfekt, ne vem, marsikaj se tukaj nabere. Če vzamemo primer, da sami sebe kritiziramo, ne vem, ko se napijemo in rečemo, ja ne maram ta, ki je, pač to mi je pogosto, meni pride, imam težave z alkoholom, ne? In mi rečejo, pač ja, bi rad nehal piti. Ok. In v bistvu sovražim ta del mene, ki pije. Prav? In ta energija spet sovraštva prema sami v sebi, ki je neoživljavanja tega dela, kaj je že v meni, da jaz rabim piti. In ga napadam, ignoriram ga, potiskujem ga, želim ga razrešiti, želim ga napasti. In tukaj narobe je nekaj z mano. To je malo bolj radikalen primer. Ne? In v bistvu mi sovražimo tisti del nas, ne? In ga nikoli ne bomo razrešili na nek način, dokler se borimo sami s sabo. Ampak če vidimo, kaj je živo v nama, kaj se kognitivno dogaja, kakšne zgodbe ovijajo s nama, tik pred zajci bomo popili tisto flašo piva, ali karkoli že, ne vem, kdo kaj pije. Je pomembno zavestiti. Ne? Ko rečemo, ko imamo glas, jaz sem predebel, gre tudi za to, da kaj glas pa želi od nas. Kateri pozitivni namen želi. Želi dejansko me videti zdravo, srečno, zadovoljno, privlačno. Kaj pa ta drugi glas, ki bi rad pojedla tega krofki, da stoji že 2 dni tam. Pa mi reči, glih ima ono malino noter, ki jo imam rada. Jer ovrednoti, da v bistvu mogoče ta drugi del mene čuti, mogoče praznino v svojem življenju in dejansko dobi ta čustveni dotik z tisto malo hrane, kar ima ta binge eating, da se opaža tudi ta drugi del. Ali pa, kaj bi govorimo, koliko sem nesposobna, nič mi ne rata s kolegi, prijatelji, se pogovoriti. Da vidiš spet to kritiko, koliko uničujemo sami sebe, koliko napadamo sami sebe in ne znamo prepoznati en del nas, ki je mogoče žalosten, ki bi želel se dejansko biti obvrednoten in poslušan od svojih koleg. Ali pa da me je dovoljen, da je nespreten, da se malo padne, da ne zna lovi žogo na pravilen način. Ki bi želel biti sprejet. Sprejemanje energije gre predvsem, da se oživi tisti korenski del človeka, humani del človeka in da se z njim povežemo. Ker marsikdo nas ima ta naučen vzorec od staršev, kako se treba obnašati, te neke sodbe do nas, kako treba biti pameten, kako ne vem kaj vse, ali pa v šole, ali karkoli. Ampak niso bili konstruktivni. In ko mi v bistvu pogledamo, če sem ja jezen, če sem reaktiven, kaj je živo v meni? Kaj bi želel v tem momentu? Kaj si govorim? A si govorim, da je nekaj narobe z njima? Če govorim, da je nekaj narobe, itak, da bom užival v tem, da jih kaznujem in da ne vem, kaj vse naredim. Ali pa mogoče želel, da me slišijo in da ovrednotijo tisto, kdo sem jaz. Mogoče, kaj jaz trenutno želim. Zato se gre. Ta notranji kritik je zelo hvaležen za delati, ker ljudje, ki se enkrat preobrnejo to energijo noter sami sebe, res se počasi preobrazijo. Ko za sebi, ponekaj enkrat prišla, jaz sem zelo hladna v sebi, nimam nobena čustva. In to, ki bi obsojala samo sebe, da je nekaj toliko narobe z njo, ker je tako mrzla in hladna in zancirana in ne vem kva, da je sploh nikoli ni prišla v kontakt s drugim delom sebe, ki je rabo biti zaprt. Rabo je mogoče biti zaščiten do temu, da nekdo pride preblizu. Ali mogoče tudi en del nje imel to prepričanje o temu, kako je pametno biti hladen, kako je pametno biti distanciran. Mogoče boljše tako. In je ful težko, da mi to razbijemo, če se tepemo sami s sabo, če imamo notranji konflikt, ali strokovno rečemo polarizacijo, kognitivno polarizacijo. Če jaz tebe del napadam, ne vem,
kaj se ti delaš, ne? Če se kliči na tebe, ti ziher ne boš nič rešila z mano. Ne bo se odprla, ne boš nič rekla. Če ti v bistvu pridem za neko naklonjenost, želim te razumeti, kaj živimo v tebi, kaj se dogaja, ne? Imamo šanso, da rešimo nekaj. Kako noter, tako zunaj, ne? Ta sprememba notranjega kritika je zelo hvaležno delo in mi se zdi, da marsikdo lahko tudi to sam naredi, samo ni stvar tehnike, stvar v tem je odvikavanja, da zapustimo te stare načine, katere smo naučeni, ne? In da poiščemo tisto modrost in konekcijo sami s sabo, ne? Kako se to strahno sliši, v bistvu zelo psihološko. Na koncu to stvar vaje, ne? Konstantnega spreminjanja misli, potem posledično govora samega s sabo in z drugimi in na koncu se v bistvu, bi rekel, manifestira drugačna realnost. Ozaveščanje, ja. Gre za ozaveščanje, kaj je dejansko v našem miselnem prostoru, ne? In kaj se v bistvu projeciramo v ta miselni prostor. Ona stara zgodba, katerega volka hraniš, tukaj res pride prav. Kakšen del sebe hranim? Čemu daje moč? In ta odločitev za ljubezen, odločitev za ljubezen do samega sebe, odločitev za ljubezen do drugih je pač zelo pomembna. Da se pač odločimo zapustiti te vzorce, a prepoznati, pač seveda tukaj govorim, nočem ti zdaj si prišel na neko mojo delavnico in reči, zdaj bom zapustil svoje stare metode, bom prevzel tvoje. Ne, želim dejansko razvijati modrost, da vidiš sam destruktivnost določenih stvari. Vem, da imaš svoje oči, ne, v katerem boš razrešil to. Nočem nobenega učiti, nobene tehnike, ko vidim eno vprašanje, kakšne so tehnike, bi slišal. To niso tehnike v pravem pomenu, ne, ampak naše sposobnosti, da izrazimo sami sebe. Dejansko naša sposobnost, da mi vemo, kaj želimo. A veš, koliko pogosto pridem na partnersko in rečejo, ne želim, da me ona ima rada, iz njega imam rada, ne. Kaj pa dejansko dovoli tvojo potrebo po ljubezni? Kaj lahko on naredi? Če te on reče, oba sta izrazila potrebo po ljubezni. Kaj lahko kdo kaj naredi za enega? Kjer jezike ljubezni tukaj imamo? Kaj bo zadovoljilo potrebo ljubezni? Pa zelo redko kdo sploh razmišlja o tem. In to je tragično, ker veliko ljudi se imajo radi, ne, ampak igrajo igrice zamere, konfliktov pa marsičesa, ne. Ampak gre za tako osnovno sposobnost, da vem, kaj je že v meni. Pač to je dejansko, niso moje besede, to so pač posebne stvari, katere vsaka oseba realizira, ne. Če nadaljujemo še z vprašanji, se pravi, kaj pa, če so čustva zelo močna in je pogovor težak, mogoče za nami že več neuspešnih pogovorov, kje in kako začeti, v enem dolgem pogovoru ali več stvari naenkrat? Kje in kako začeti? Jaz bi rekel, da treba malo paziti, ne. Ker lahko je tudi kar neki lahki pogovor, ki se obrne v zelo težek pogovor, ne, ker smo mi iskreni enkrat. Jaz se spomnim enega primera, ker je oseba rekla, a lahko prideš mi pomagati za zaselitev? Sem rekel, nimam čas. Ne morem, imam delo, utrujen sem, en go. V njegovi prošnji v tem, da ja pridem pomagati, je bila prošenja, ti vidiš, kako meni težko. A lahko v bistvu me prepoznaš, kdo sem, kako mi je težko dela, v čemu sem, rabim podporo prijateljev. In je v bistvu cel labirint še dol, ne, težkega pogovora, kako se počutim osamljeno, ne. In koliko rabijo trenutno v tem momentu podporo, ne. Ko ni pravila, ne, ampak ker včasih ful težki pogovori, ne, ko mi čutimo čustveno napeti, ne, jezni, pa ne vem kaj so, lahko so zelo preprosti. Ne. Eni, ki so tihi, so mi pač ponavadi krijejo nekaj, ne. Ko govorimo mogoče o močnih čustvih, ne vem, v primeru kakšne bolečine, zaradi zapustitve kakšne ali pa kakšne smrti, je pač potrebno biti samo, pač je potreba biti prisoten, verjetno bolj, mogoče tukaj gre za konflikt, po moje. Ja, tukaj gre za konflikt. Treba razumeti, mogoče pri težkih pogovorih, da gre za dve strani, ki niso slišani, da komunicirajo strategije, kdo ima prav, kdo ima kaj.
kaj boljše, ne vem, imeti odprta, zaprta vrata, kako treba ravnati z otroci, kako treba prakticirati to zvezo, ne. Ozadaj so pa debate o tem, a ti me nikoli nisi imela rada, ali ti me nikoli nisi imela rada, ne. Začeti treba v bistvu za neko tišino. Urša je dobila dobro idejo, da imamo stop kartice, ko bomo printali, pa bomo dali, treba se še pa testirati, upam, da vam bo ratal, naknadno v bistvu verjetno narediva, I guess. To so kartice. To terapeutka, sorry, da te sam prekinem. Gre za Uršo Jank, psihoterapeutka, s katero boste delila delavnico, ne? Ja, ona je res fenomenalna oseba. Zelo komunikativna in boste videli, tisti, ko pridete. Ona je izmislila take kartice, katero imaš nekaj v žepu ali pa v stanovanju in lahko daš osebi, katero imaš ta težek pogovor. Če nisi sposobna se prizemljiti, v bistvu da priti na tla in dejansko je dati možnost, da je slišana. Ali pa vidiš, da oseba te ne more toliko slišati, je toliko vpletena v svoj svet, da te želi samo kaznovati. In prosiš v bistvu za pauzo in da se enkrat vzamete tih pogovor in na neki svoj naš osebni mediacijski prostor, v katerem oba dva lahko razrešite to situacijo. Glede na to, treba enem dolgem pogovoru več stvari. Če obstajajo konflikti, ponavadi gre, da se ogromno stvari treba rešiti. Konflikti ponavadi prihajajo nekih zamer in že nekih stvari, ki so že v ozadju. Redko kdaj mi komuniciramo samo o eni stvari, ponavadi so tukaj prekrite prošnje, zahteve pa besede. Še eno vprašanje vmes, obstaja kakšen, temu rečem bolj splošno, kakšen tip osebe, ljudi, s katerimi je enostavno nemogoče, da bi na tak način sprovedli komunikacijo. Se pravi, da so neki dogodki ali pa osebe, kjer je pač to nemogoče potem narediti. Vstopiti v povezanost. Mislim, če rečemo, da oseba noče povezavo z nami, je zelo težko komunicirati z njima, ja. Pač tudi lahko midva pač nemogoče, da kreiramo odnos, če ti noče biti povezana z mano, ne. Če govorimo o kakšnih posebnih mentalnih, nevrotičnih stanjih, je pač itak lahko pri maničnih osebah je zelo težko postaviti neko, če pa pri maničnih osebah je tudi biti hvaležno, ker oni veliko govorijo o čustvih, ne. Je tudi primer, terapevtski primer, v katerem se posebej prikašni avtisti ali pa ekstremno traumatizirani oseba, ki niso sposobni izraziti ali pa so toliko somatsko traumatizirani, da nima več sposobnost govora. Pri njima je eno metod, ki pristopanja je, da pač dejansko reflektiramo, malo čudno slišim, ampak reflektiramo, kaj mi čutimo in vidimo pri tej osebi. Ki smo samo prisotni. In poskušamo dejansko oživeti njihov svet. In samo dati ta prostor, da začnejo besediti, kaj se v njima dogaja, ne. To je znan somatski, ki je raziskoval somatsko psihologijo oziroma somatsko kognitivno znanost, je Peter Levin. Bolj znan verjetno je, recimo on je malo bolj laičen, ampak Gabor Mate, verjetno bolj znan, kar se tega tiče. On uporablja tudi neke psihodelike pa take stvari, ker psihodelike pomagajo, da se pač človek poglobi malo več v sam sebe, ne. Doživi stvari, ki so res zabite v telo, ne. Ampak ja, recimo na splošnem primeru, ki imamo navadne odnose, govorimo o tem, o želji po povezavi. Pač ja, na primer, nisem toliko oseba, ki bo skozi komentirala ali pa rekla karkoli, ali pa komunicirala svoje čustva. Ne, čustva, potrebe so zelo intimen svet. Jaz pa tudi velikokrat rečem ne samo, ali pa jaz samo, ali pa tako. Ne izražam skozi svoje čustva. Čustva so zelo močno darilo, ko nekomu daš. In nočem biti vsako osebo intimen, če oseba tega ne zna obvrednotiti. Damo toliko, kako oseba lahko
vzame in koliko želim, da jo dam. Ker čustva, intimnost, moja osebnost, moj svet, notranji svet je zelo ranljiva zadeva. In vemo, kadar neko, posebej kot terapevti, ko pride oseba, ki je zapuščena od kakšnega partnera, to praznino, katero ona čuti, ker nekdo, ki je dal intimo, bližino, ljubezen, kako je to težek občutek. In ljudje itak, mi rečemo, da damo neko svojo intimno zgodbo ali karkoli, izrazimo se ljudje, tudi reče, to je kar nekaj, kar ti počutiš dosti, ne. Tako da treba malo biti pažljiv, kar se teh stvari. Jaz v tem primeru ti želim samo povedati, da je želja po povezanosti in čustvih je osebna izbira. Ne treba teh stvari ne treba forsirati, ne, preveč. Je pa oseba, ki noče biti slišana, ki noče biti, reče, da primer, ne, a biti ranljiv je tudi težka zadeva, ne. Tako. V misli sem imela tudi recimo primer, če je nekdo tako zaverovan v svoj prav, da ne želi slišati, da skoraj da rajši svoj prav obdrži, kot se poveže, recimo. Tukaj govorimo v bistvu oseba, ki govori svoj prav, govori o svoji realnosti, dojemanju svoje realnosti in strategijah, kako projicira to realnost. Mi, ko govorimo o komunikaciji, oziroma komunikaciji, kjer smo oba dva slišana, mi se želimo prvo povezati, če imamo težavo, drugače v komunikaciji tega, ne, in ko govorimo za komunikacijo, ki gre za intimni odnos, ne, specifično, mi se želimo povezati prvo na nekom nivoju, kar so oba, v esenci smo oba ista. Če ti imaš prav, ne vem, kako treba zapirati vrata, jaz pa rečem, ne zapira vrata, lupam, in samo to debatirava, kdo ima prav, kdo nima, in lahko marsikaj rečemo, kakšne strategije so glede varčevanja, pa karkoli, ali pa ne vem, nikamu ne pridemo, ne. Če ja rečem, da on rabi dejansko želi, je frustriran do tega, ker pač dejansko bi želel videti, da se malo več špara, ali karkoli, ne. In da bi v bistvu dejansko tukaj ga je strah, da bomo ostali brez denarja, karkoli pač začne oživljati tisto, ki se ja lahko povežem. Tukaj se lahko slišim in to ga lahko komuniciram in to ga lahko razumem. V tem konfliktu se mi da lahko najdem, ja lahko tudi rečem, da želim, da bi odprta vrata, ker cenim svež zrak, ne, in že v bistvu cenim zdravje. In tukaj potem, ker se mi povežemo na enakem nivoju, na naših esencah, lahko govorimo potem na koncu o tem, da rešimo ta problem. Pred tem je, dokler oseba je zadrta v svojih prepričanjih ali karkoli, če smo mi v nekih filozofskih debatah, govorimo o, ne vem, obstoju Boga ali Bude ali karkoli, nekih spisih ali pa nekih znanstvenih enigmah, to je že malo drugače. To je že malo drugače in potem tam bolj so pristojne zakoni logike, logične argumentacije in take stvari, ker gremo oba dva govoriti na tem nivoju, ne. Nekaj drugega, ne. Pa še tole vprašanje, potem bomo počasi tudi zaključili današnji večer. Se pravi, bi namesto prošnje po komunikaciji partnerju rajši povedali, da smo mi srečnejši, če on komunicira z nami, da izrazimo, kako se počutimo, ali je to že čustvena manipulacija? Zanimivo. Ok, še enkrat bom prebral. Torej, je malo čustvene manipulacije tukaj noter, ne, zaradi tega, ker smo predstavili odgovornost naše sreče in da oseba, pač, če ti ne boš komuniciral z mano, bom nesrečna oseba. In on zato zdaj odgovarja, če to ne naredi, jaz grem v sobo biti depresiven. V tem kontekstu je čustvena manipulacija, ne. Ampak če mi, ker to, pač postavili smo neki način pogoj tukaj, ne, in že vnaprej. Ampak če mi rečemo, v tem kontekstu, ne, ker to čustvena manipulacija pride pri čustvih, ne, pri prošnja gre bolj na konec, ko oseba reče ja ali ne.
Če oseba reče ne, pa so mi jezi, zakaj pa ne? Tukaj pa pride v tem, da ni bila prošnja, da mi želimo oseba, da dejansko naredi nekaj. Ne glede na vse, kaj ona čuti. Je treba malo več debatirati. Mogoče bolj pravilno je bilo reči dejansko, ne vem, ko vidim, koliko časa prevedemo skupaj, bi želela to, da večkrat naredimo, ne? Ker bi dejansko želela, imam potrebo potem v nekem kvalitetnem času in pogovoru in bi želela to mogoče naredimo 3-krat tedensko. Ali pa že na naslednji našem pogovoru, recimo v sredo večer, ali pa naslednji dobiva, bi rada, da v bistvu izrazimo še kaj dodatnega, ne. Ker to je spet želja po komunikaciji oziroma prošnja komunikacije zelo abstraktna prošnja. Pri tem jaz želim tudi na zadnja stvar, ker želimo dodati, tukaj je res, da konkretna akcija, če mi rečeš, bodi tih, pa saj sem tih. Če kad dobim 2 partnerja, pa rečejo, ta glasna, pa saj nisem glasna. Fakt dojemam ravno drugačen način. Jaz mogoče dovolj komuniciram, za ene ne. Za ene preveč komuniciram, za ene ne. Ne gre za dojemanje realnosti, kaj je komunikacija, je komunikacija tako abstraktna potreba. Želel bi kvaliteten čas staviti, kaj to pomeni, kaj želiš od mene, da bi dobila to potrebo. Ker ja imam tudi kvalitetno željo po nekem kvalitetnem času, vsi imamo. To je unikatno. Ne imamo vsi željo po komunikaciji. Ni potreba, komunikacija in potreba ni. To je bolj konekcija. Da čustna manipulacija takrat, ko postavimo neki pogoj na koncu, ne. In če mi rečemo, če ti to narediš, jaz bom. Smo že postavili en pogoj in vsem v bistvu nima neke lepe izbire. In seveda je tukaj tudi, ko govorimo o ljubezni in v ljubezni, dejansko gre postavljanje v položaj, ko 2 osebe pokušamo zadovoljiti eno drugega, ne. In v bistvu delamo najlepše, ko lahko. In seveda tebe želim slišati, kaj je tvoj svet, ne. In bi rad tudi, da ti slišiš mene. In tukaj dejansko govorimo o odnosu ljubezni, ki zadovoljimo enega drugega, ampak rabimo paziti, da ne postavljamo pogoje, ne. Ja, ura se je prevesila v 7. In jaz vam vsem lepo zahvaljujem za vašo udeležbo. Rada bi še podala to informacijo, da bomo na vaše maile, s katerimi ste se prijavili, poslali samo še, vkolikor bi se kdo želel prijaviti še na delavnico v soboto, eno povezavo do obrazca za prijavo, tako da lepo vabljeni. Zdaj, Dragoljub, tebi tudi najlepša hvala za prijeten pogovor. Ti pa predam še zadnjo besedo pred zaključkom. Ko sem rekel, te stvari so življenjske, niso nič novega. Gre za to, da se oživi neko bogatstvo duha človeka, ne? In da smo iskreni eni pred drugima in da se želimo povezati, ne? Da želimo slišati, kaj sebi govorimo in kam to pelje. Ko da to slišim vse, je v bistvu zelo pomembno, da smo oba videna in da oba komuniciramo enako realnost, katero se oba poveževa, enak svet. Tako da bi bil vesel, če še kdo pride tukaj, ne. Verjamem, da imamo nekaj za ponuditi, da imamo nekaj za podariti, nekako darovati. Upam, da sem tudi nekaj povedal takega, da vam kaj koristi, ne. Želim vsem lep večer in upam, da se še kdaj vidimo. Lep večer tudi z naše strani, pa vsak mesec organiziramo nove webinarje, tako da verjamem, da se še kdaj srečamo. Lep pozdrav.